Na Vranskem proslavili 60 let tamkajšnjega pustnega karnevala. V novi cerkvi uspel 32. pustni karneval. Pustovanje v največjem nakupovalnem središču na Celjskem v znamenju kurentov. Košarkarji Rogaške ligo za prvaka odprli zmago proti Heliosu. Dober dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V številnih krajih na Celjskem so na pustno soboto pripravili ogromno pustnih karnevalov. Eden večjih je bil na Vranskem, kjer so prvi karneval pripravili pred 60 leti, torej že leta 1959. V vseh 6 desetletjih je odpadel le enkrat, in sicer v začetku 80 let zaradi žalovanja po Titovi smrti. Karneval že čaka, zbranih na kupe že maske kar 100, pilo in pilo, plesalo se bo, sončnik že vriska, na piščalko piska, ga boli za stroške, naj vse bo drago, saj Aleks častil bo. Takole so v soboto začeli pustovati na Vranskem, ko so se pustne šeme že 60-tič sprehodile skozi trg. 60 let dogajanja na Vranskem, 60 let, odkar se sprehajajo maškare, odkar se sprehajajo vse tiste osebnosti, ki so namazane in spremenijo svoj karakter in nasmeh. Najprej so se skozi trg sprehodile maske iz Vranskega vrtca in osnovne šole, nato kar veliko posameznih mask, nato še generali vranarji, skupinske maske in vozovi in na koncu še kurenti. Tudi letos smo na karnevalu videli številne maske, za katere pa so organizatorji pripravili bogat nagradni sklad. Pustni karneval ima na Vranskem dolgo tradicijo, vselej pa karneval začnejo že teden dni pred pustnim časom, saj takrat oblast županu prevzamejo vranski generali, ki občino na svoj način vodijo vse do pustnega torka. Pozdrav! Z zelo bogato tradicijo pustnega rajanja pa se ponašajo tudi v novi cerkvi pri Vojniku, kjer so letos pripravili že 32. pustni karneval po vrsti. V letošnji pustni povorki se je predstavilo več kot 50 skupinskih mask ter več kot 100 otrok iz osnovnih in podružničnih šol ter vrtcev. Organizatorja karnevala sta tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo in krajevna skupnost Nova cerkev. Tudi letos smo v novi cerkvi lahko videli zanimive in domiselne maske. Predvsem smo lahko preko njih spremljali tudi aktualno politično in gospodarsko dogajanje. Imenujemo se iz ozadja s plici. Je kdo drug kot, povejte, Štefka, že veselo delajo, na kjer so že tega letonili kar nekaj metrov, na kombinarju pa še nobene ne. 30 dneva lano. Zdaj pa že vidite vi luč na koncu tunela, ne? Ja, maske so bile kot vsako leto izjemno aktualne in zelo domiselno narejene. No, takole, zdaj pa moramo povedati za tiste iz občine Vojnik, Krajani in tiste se letos Župan, pozdravljeni gospod Župan. Gospod Župan, kako ste tekole, niste mogli sestaviti vlade, vi smo jo pa mi, to je rekel Šarec Janša. A zdaj bo na vlado? Pripravi to! Zdaj bo pripravil to? Pripravi! Hari, veš mojstra, te zdaj bo pa pohran, pazi! Pocena! Se mi zdi, da ste malo navite Šarece pa veselo. Vse dogajanje je z glavnega odra spremljala tudi strokovna komisija, ki je imela pod drobnogledom celotno izvedbo maske.
Pustno povorko že vsa ta leta organizirata prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev in krajevna skupnost Nova Cerkev ob pomoči mnogih dobrotnikov. Pred kratkim pa so se že pojavili podporniki in simpatizerji naše lokalne vojske, to so telebani iz Butal, ki so nas že povabili, da bi sodelovali pri obrambi naše vzhodne meje. So pa v Novi Cerkvi tudi letos ob koncu povorke pokopali pusta. V krematoriju. Ja, najbolj, da ga date kar noter. Kole. Žalujoči smo, vsi, ki smo danes tukaj. Kole. Tale krematorij. To je res najnovejša pridobitev. No in če v Novi Cerkvi na pustni povorki vsem maskam, ki so bile odlično zasnovane, ni uspelo pregnati zime, pa so to zagotovo storili kurenti. Takole, zdaj pa, dragi kurenti, kar počasi lepo po poti. Tole, ja. Pustno dogajanje pa so letos v Celju začeli osnovnošolci iz Lave. Že 14. leto zapored so se v soboto namaskirani sprehodili od šole do mestnega središča, kjer so pripravili povorko in v dogajanje pritegnili še številne mimoidoče v mestnem središču. Med slednjimi je bilo zlasti zelo veliko družin. Letošnja tema pustnega dogajanja na osnovni šoli Lava je bila pomlad. Tako so bile tudi maske povezane s tem letnim časom. Pikapolonice, rožice, kosi in številne druge skupinske maske so Celjane navdušile. 14. leto smo letos v mestu in to tradicijo ohranjamo res s tem zavedanjem, da otroci bodo vedeli, da je to tudi naša slovenska tradicija, pustne šege in navade, ne glede na to, da seveda zdaj ni to trenutno tako zelo moderno in popularno, pa vendar ocenjujemo, da je prav, da se vsi srečajo s tem in v 9-letnem šolanju se morajo s tem srečati in zato tudi mi zdržujemo to tradicijo, ustvarjamo sami tudi pustne maske, torej pomeni, da še zraven tudi ustvarjamo in imamo večplastno, lahko rečemo, dosegamo tudi neke cilje, ki so nam zelo pomembni tudi znotraj učnih načrtov in tudi sicer za sproščeno vzdušje. Učenci vseh razredov so tako sodelovali pri pripravi mask in jih večinoma celo sami izdelali. Danes predstavljamo marjetice pa žafrane. Naredili smo si pa tako, da smo vreče razrezali pa si jih naredili, pa kaširali smo balone pa smo si pa to pripeli gor, pa izrezali smo tele rožice iz papirja. Mi smo se zmenili, da bomo bili metuljčki in da bomo šli tja v mesto, tam na oder. Aha. Kako ste pa izdelali te maske? To je iz papirja, te krile, to je iz jajč, to je iz teh, tole je pa iz vrečk. Danes sem prišel sem in od 7 razredov sem najboljši jaz oblečen. Najbolj sem se potrudil s svojo masko, tako da tule je super. In ne samo učenci, tudi učitelji so bili namaskirani, ko so se takole sprehodili skozi mestno središče. Povorko je vodila prav tako pomladno namaskirana ravnateljica. Vedno znova, to mi je tako, se mi zdi, da če jaz kot ravnateljica ne bi dala te spodbude, potem težko od drugih pričakuješ, tako pa se mi zdi, da vsako leto znova poiščemo eno rdečo nit in jaz v tem tudi uživam in zakaj ne bi pokazali to, tako da letošnja pomlad je res tista, ki upam, da bo navdušila tudi ostale za veliko optimizma, veliko veselja, ki nam ga sicer primanjkuje. Sobotna povorka je naznanila pustno dogajanje v Knežjem mestu. Osrednji dogodek pa bo torkovo pustovanje, ki se bo začelo ob 15:30. Pustne maske se zberejo že pol ure prej. Ob 3 je zbor pred mestno občino Celje, odkoder bo izpred trga Celjskih knezov krenila povorka pustnih mask. Jaz ob tej priliki vabim vse tiste, ki še razmišljajo, naj se prijavijo, naj se pridružijo tej pustni povorki, kajti nagrade so zelo lepe. In ta pustna povorka bo krenila po mestnih ulicah in zaključek bo na glavnem trgu z glasbeno skupino Malibu.
Pridejo lahko pa vsi, tako skupinske maske, kot tudi posamezniki. Seveda, nagrade so tudi tako narejene, da je en del nagrad pripada skupinskim maskam, en del je pa tudi za posameznike, tako da vsi so vabljeni, nagrade so resnično privlačne. Mi smo bili zadovoljni z lanskoletnim odzivom mask in pa tudi gledalcev, tako da jaz verjamem, da bo tudi v letošnjem letu tako. Pustovanja pa pripravljajo tudi številne druge organizacije. Med drugim so v soboto rajali v Celjskem mladinskem centru, Zavod Socio pa v torek ob 10:30 dopoldan vabi na pustovanje s Peko Mišk v večgeneracijski center. Pustno dogajanje se tudi letos tradicionalno zaključuje s pokopom pusta v sredo ob 16. na Glavnem trgu. Kot vsako leto doslej pa so tudi letos za pustno dogajanje poskrbeli v našem največjem nakupovalnem središču v celjskem City centru. Prvi dogodek je bil že minulo soboto, ko so maske lahko spremljale cirkuške vragolije, pustovanje pa napovedujejo tudi za torek. Obakrat so za obiskovalce pripravili obisk kurentov in pokušino pustnih krofov. V City centru smo lahko v soboto videli številne maske. Te so zabavali klovni iz skupine Chupacabra. Obiskovalce so razveselili tudi kurenti, zdaj že kar stalni obiskovalci pustnega City centra, ki so se sprehodili tudi po ulicah trgovskega centra. Prihajamo s Ptuja, v bistvu skupina 311, ja, kaj naj vam rečem, dolga tradicija, že 20 let, več kot 20 let. V bistvu, ja, udeležujemo se tudi nekako vseh teh smučarskih dogodkov, tako smo povedali, olimpijske igre, svetovno prvenstvo, v bistvu spodbujamo nekako, prinašamo srečo tudi našim športnikom med drugim in pa seveda, ja, dobra volja in pa radost, ja. In kaj pripravljajo na pustni torek? Bomo gostili Damjano Golavšek, kuranti nas bojo ponovno obiskali, nagradili bomo tudi pustne maske najboljše in za vsakega, ki nas bo obiskal, ga pričakuje tudi krof, tako da vsi vabljeni. Pustni torek je tradicionalno zelo močen in dobro obiskan in verjamem tudi ravno zaradi kurantov in pa zaradi Damjane Golavšek razlog več, da nas obiščete. V City centru pa zdaj že razmišljajo tudi o praznovanju 13. obletnice centra. V marcu, kot vemo, je 13. rojstni dan že City centra. Imeli bomo nagradno igro, ki bo potekala med 11. in 17. marcem. Nagradni sklad je 3000 evrov, tako da obiščite vsak dan City center, kjer boste dobili dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem in poslušajte Radio Fantasy. Tudi letos v počastitev obletnice napovedujejo številne modne dogodke. V prvem krogu lige za obstanek so košarkarji Zlatoroga na svojem igrišču izgubili proti Šenčurju. Bolj uspešen je bil Šentjur, ki je v svoji dvorani premagal zadnjo uvrščeno Ilirijo. V prvem krogu lige za prvaka so Hopsi na Polzeli izgubili proti Primorski, Rogaška pa je v svoji dvorani premagala moštvo Heliosa. Slatinčani so na uvodni tekmi lige za prvaka doživljali pravo dramo. Sprva so povedli za 15 točk, a so jih Domžalčani ujeli. V zadnji četrtini so povedli za 24 točk, pa so jih Domžalčani prehiteli. A domači se niso dali in na koncu roko na srce upisali povsem zasluženo zmago. Ja, doživel sem v 13. sezoni tudi, da sem bil izključen. Ne bi rekel, da sem čisto sam kriv za to. Dobro, to je že mimo. Zmagali smo tekmo, kazalo je, da bomo zmagali z večjo razliko, tudi s tem moramo biti zadovoljni. Helios je dobra ekipa z številnimi igralci, z Igorjem Tratnikom iz Olimpije in enostavno moramo se regenerirati v ponedeljek, še moramo odigrati pač dve tekme ABA lige 2, v kateri nekih tekmovalnih ambicij posebej nimamo in se pripraviti za eno odlično ekipo Hopsov, ki bo po porazu včerajšnjem proti Primorski še bolj motivirana. In ta zmaga, mislim, ta tekma Polzeli že objektivno lahko usmerja dogodke v ligi za prvaka. Prvi počas, bom rekel, je šel dokaj mirno, kajti povedali smo z 20 točkami razlike, ampak v počasu smo imeli dogovor, da so nekako skoraj vedeli, da se bojo vrnili. Nismo glavno vedeli, da se bomo v taki pomoči sodnikov, ampak na koncu smo imeli srečo in smo tudi to izvlekli, tole zelo pomembno zmago. Damjan Novakovič ni dočakal konca tekme v dvorani.
Namreč sodniška trojka, ki je kar nekajkrat pošteno oškodovala domače košarkarje, ga je zaradi 2 tehničnih napak poslala iz dvorane. Mislim, da je najboljši komentar dala publika, da kljub zmagi na koncu tekme, ko je z bučnimi žvižgi pospremila trio, ki je pač sodil to tekmo. V dresu Rogaške tokrat Mirza Sarajl je opisal 18 točk, 16 jih je pristavil Siniša Bilić. Nesla vas je na koncu, morda motiviranost še toliko večja po tej izključitvi vašega trenerja? Vsekakor. To dodaja neko dodatno, motivacijo, kajti tukaj držimo vsi za enega, eden za vse. Sploh kar se tiče trenerja, stoji nam ob strani in ko so ga izključili, smo vedeli, da moramo še toliko bolj pritisniti in izvleči to zmago. Nisem imel priložnost gledati zadnjih 4-5 minut, ker nisem smel. Vem, da po takih stvareh igralci poletijo. Jasno je, da bi lahko gledal ekspertizo sojenja, ampak to ni v moji domeni in tudi nikoli se ne bo naredila, tako da bomo to skupaj pozabimo in se obrnemo na naslednji tekmi. In kakšne so želje za samo ligo za prvaka? Kolikor vem, je za nas pomembno, da smo tokrat želimo med 4, kar verjetno, vsaj ne vem točno, tekmovalna pravila, ki se spreminjajo, pomeni uvrstitev v Ligo 2. Ne gre pozabiti, da četrtfinale Raje igramo z prednostjo domačega terena, zato je naš cilj osnovni prvi, da se uvrstimo med 4, ne bo lahko, ampak tudi pač drugi, da na katerega ne vplivamo, da ekipa ostane zdrava, tako kot je zdaj. Eni igralci pač niso v tekmovalni formi, kot recimo Urban Durnik, ki je pozno prišel k nam in po 14-dnevnem premoru ali pa celo daljšem odigral danes prvo tekmo, naredil prvi trening včeraj, ko se še on priključi. Mislim, da imamo 10 igralcev, ki igrajo po sistemu eden za vse, vsi za enega in da bo to naša največja prednost ob seveda posamični kvaliteti naših igralcev. Obstanek že smo zdržali, tako da več ali manj smo bolj skoncentrirani na državno prvenstvo in to je naslednji teden proti Polzeli. Šli bomo tja sproščeno, ampak vsekakor po želji zmago. Rogaška bo v drugem krogu gostovala na Polzeli pri Hopsih. Po noči bodo padavine prehodno zajele večji del Slovenije in do jutra že ponehale. Meja sneženja bo večinoma nad 1000 metri nad morjem, le ob meji z Avstrijo bo niže. Jutranje temperature bodo v severnih krajih od -3 do 1, drugod od 2 do 5, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija. Povsod po Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. V sredo in četrtek bo v zahodnem delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod pa bo večinoma sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.